Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Naredila bom en krog s kolesom, sem šla že tam okrog 1 popoldan, ampak je začel padati dež. Jaz sem seveda malo bolj cagava, dež me je tako pregnal, uspela sem narediti celih 5 kilometrov in potem sem se vrnila domov. Vreme se je popoldan malo popravilo, sonce je zasijalo, nebo je lepo, zato sem se kar ukorajžila in še enkrat oblekla in šla narediti zdaj ta krog. Se je treba malo rekreirati in poskrbeti za svoje zdravje. Na nekaterih bolj senčnih predelih je cesta še malo mokra, ampak v glavnem je pa suha. Sem pa hotela povedati, če mogoče koga zanima, kje se vozim ali pa kje se sprehajam, me pa lahko spremljate tudi na Stravi pod istim imenom 10 000 korakov na dan. Tako, 30 km sem naredila, pa če štejem še dopoldan 5 km, je to 35 danes. Ob 12 sem zmenjena z mojo frizerko in moram reči, da komaj čakam, da me malo poštima. Nazadnje, ko sem bila pri njej, sem imela eno svetlo majico, pa me je pol malo kregala, da moram imeti kakšno bolj temno, ker če kaj pofleka, da se ne vidi. Barve so zelo intenzivne in je škoda, da se kakšna lepa majica uniči. Je pa še kar v redu temperatura, 25 stopinje, tako da ja, se da kar dihati. Kako je? Super. Hvala. Uštimana sem, zadovoljna sem. Zdaj sem se pa naročila že kar za naprej in sicer sem naročena čez 3 mesece. Zaradi tega, ker če ne se jaz pol to spomnim ta zadnji dan in pol ima pa vse zasedeno. Jaz se odpravljam na en sprehod in pa nekaj opravkov imam v centru. Najprej grem v laboratorij, kjer bom oddala kri oziroma mi jo bodo kar vzeli in sicer kontroliram holesterol. Imam precej povečane vrednosti holesterola, kljub temu, da mi je, recimo, ko sem šla v penzijo, že nekaj padlo iz 11,1 na 9,9. Ampak sva se s zdravnico vseeno dogovorili, da pač naredimo eno tako terapijo s tabletami. Enkrat sem že poskusila terapijo s prehrano, pa mi je padla vrednost za 2,5 enoti, ker sem pol prehrano enega dne, ker ne vem, z kakšnega razloga opustila, se mi je spet ta vrednost dvignila. Dolgo sem se upirala, ampak zdaj sem se vseeno odločila, da začnem s temi tabletami. Zdaj jemljem tablete že 3 mesece, tako da grem danes kontrolirati, kaj se je zgodilo po teh 3 mesecih jemanja tablet. In bomo z današnjo kontrolo krvi tudi ugotovili, koliko so se te vrednosti znižale. Po vseh teh letih sem popustila in se predala medicini. Hitro sem uredila, nekaj gneče ni bilo, počakamo še rezultate in potem vam tudi sporočim, kaj se je spremenilo. To je pa tudi naš nov prizidek k zdravstvenemu domu. Zdaj grem pa narediti še en ključek za vhodna vrata. Tako, ključek sem naredila, zdaj grem še do banke. Na banki sem uredila, zdaj grem pa še v knjižnico. Tudi v knjižnici sem uredila, zdaj grem pa počasi proti domu. Sposodila sem si knjigo Kilometer nič, to je zgodba o Primožu Rogliču, o kolesarjenju. Sem si pa hotela sposoditi tudi knjigo Grande Casino, ampak je v knjižnici trenutno nimajo. Možno jo je samo kupiti, knjiga stane 30 €. Grande Casino je izjava Primoža Rogliča in tako je dobila tudi knjiga tak naslov. Grande Casino, destino, Se je pa ta izjava zgodila po nekem padcu.
besedo kažin uporabljajo Primorci in ima različne pomene. Naprimer kraval, rompompom, džumbus, cirkus, dirandaj, dren in še en kup takih sinonimov in primerljivih podobnih izrazov. Roglič je imel pa v tistem trenutku pač v mislih tisti padec na dirki. Na tem sprehodu in teh opravkih pa sem danes naredila 4 kilometre. Klicala sem zdravnico za rezultate in stvar je taka. Skupni holesterol je zdaj iz 9,9 padel na 6,1 in pa tisti ta slabi, kakor rečejo, iz 7,38 na 3,6. Zdravnica mi je potem predlagala, da bi mi dala bolj močne tablete in zdaj sem šla v lekarno in sem tudi to že prevzela. Leta naredijo svoje, nekaj naredi stres, nekaj naredi prehrana. Preveč rada imam mastno, preveč rada imam morsko hrano in pa neke gumibombone in take neumnosti. Jaz imam kar nek tak odpor do jemanja teh zdravil, čeprav ne vem, če kdo recimo, da ga glava boli, vedno rečem, pa vzem si za to pa so, da ti pomagajo, ne. Ampak tako se mi zdi, da ne vem, ta holesterol, da bi lahko sama marsikaj naredila, ampak je očitno zdaj že prepozno. Za zdravila sem pa plačala še 2,57 €. Danes me ni preganjal dež, tako da sem si vzela čez eno kolesarjenje, lepo v miru. Šla sem do Kostanjevice na Krasu, tako da je ratalo vsega skup 50 kilometrov. Vreme je bilo super, zdaj je sicer že malo bolj toplo, ker je ura malo čez 12. Dopoldan sem srečala tudi 3 sodelavce in 2 od njih tudi podaljšujeta. In sem si prav mislila, ljube duše, pejte v penzijo, ker je tako lepo. Zjutraj imaš čas narediti kolesarjenje, tek, karkoli, ali pa če pogledaš kako nadaljevanko. In lahko izkoristiš za razne hobije, karkoli si želiš, šport, počitek, druženje z vnuki, druženje s prijatelji, karkoli. Lahko greš tudi kam na izlet, kako družbo, za upokojence so dodatni popusti, tako da pejte v penzijo, če imate možnost in izkoriste ta čas. Ampak vsak ima svojo računico. V glavnem, jaz vem zase, da penzija, če si zdrav, je nekaj čudovitega. Čin, čin. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!